Cajt je, da gremo na Prevalje včeraj, danes, jutri. Naj bo kombinacija obeh sloganov županskih kandidatov uvod v večerovo soočenje. Dober večer, lepo pozdravljena spoštovana kandidata, dr. Matija Tasič in Boštjan Gorenšek. Dober večer. Dober večer. Pozdrav seveda velja vsem v dvorani, ki ste prišli pospremiti soočenje župana in podžupana, ki se potegujeta za mesto župana Prevalj. Včasih konkurence nujno ne določi število kandidatov, čeprav nasploh velja, da je kandidatov na lokalni ravni vse manj, tako za župana kot občinske svete. Prevaljska občina na tokratnih volitvah sodi med četrtino tistih slovenskih občin, v katerih sta kandidata dva, in bo tako zmagovalca dal že prvi krog prihodnjo nedeljo. V četrtini občin pa je kandidat samo eden, kot je bilo tudi na prejšnjih volitvah na Prevaljah oziroma tudi že prej. Za ogrevanje, ker sta sodelovala kot župan in podžupan, izpostavita po eno prednost in po eno slabost, vajna opažanja, eden od drugim v času sodelovanja, v času naveze župan, podžupan. Kaj je kdo upravil dobro in kaj slabo? Bi najprej izzivalec Boštjan Gorenšek. Torej, kaj ste pri županu zaznali kot pozitivno, dobro, lahko tudi po načinu delovanja, ne nujno po projektih, in kaj kot slabo? Župana poznam že, bi rekel, svojega otroštva. Ko sem bil 16 let star, je postal župan. In tako da ga spremljam že dolgo, sodelovali smo pri XY projektih. Za ta 4 leta bi pa izpostavil kot njegovo dobro lastnost. Morda to, da ko sem ga klical, se mi je vedno tako javil. Morda pa slabo lastnost, da je na koncu vedno obeljala samo njegova. Hvala. Dobro, na nek način je lahko zdaj to že replika, gospod župan, ali pa lahko tudi drugače odgovorite, kaj je prednost ali slabost podžupana. Jaz se vedno javim, to mislim, da vejo tudi drugi občani. Zdaj z Boštjanom smo kar nekaj časa delala zelo dobro, on je pokrival področje družbenih dejavnosti, idej je bilo polno, mislim, da smo jih ogromno realizirali v preteklem obdobju. Bil je pravzaprav na teh družbenih dejavnostih ključna pomoč pri začetku osnovanja projektov do zaključka, tako da jaz se ne borim proti kandidatu, ampak se borim za, tako da midva nismo skregana. Pač predstavljamo vsak svoj način dela, vsak svojo prednost in slabosti, nobeden pa ni idealen, tako kot tudi Boštjan in jaz nisem idealen. Želim pa vsaj jaz biti na teh realnih osnovah in mislim, da je tudi podžupan pokazal to, da kaj je možno v realnem času, ne tisto v pravličnem času ali pa v Facebookih, tisto, kar so realne stvari, kar lahko naredimo, projektiramo skupaj in to je bilo tisto, kar je bilo izrazita prednost, skupaj smo delali. Kljub temu, obveljala pa ni vaša, kot je rekel gospod podžupan. Moja obveljala, včasih pa tudi ne, včasih moraš narediti korak nazaj, da lahko dva naprej narediš. Jaz nisem imel tega občutka, ampak dobro, človek se moti. Kje recimo je obveljala beseda župana, ko ste se pred tem posvetovali? Čeprav, da bi rekel, ali je bil to, ne vem, projekt Jezero, ali je to projekt plezalne dvorane, ali je to Poljana. Ko je bila ideja, dokler, da smo to sprejeli, smo se o tem pač pogovarjali. Ko je bil enkrat na občinskem svetu DIP sprejet, smo bili iz teh pogovorov izključeni, kar pomeni samo oblikovanje programa, vsebine za ta področja. Ko smo to sprejeli, je bilo to. Hvala lepa. Jaz moram tu replicirati. Nikoli v življenju nikogar nisem izključeval. Najmanj pa svetnike oziroma vse tiste, ki so želeli pri naših projektih sodelovati z idejami, z načini dela, s pristopom, s postopki. Tako da jaz mislim, da je to vseeno moja prednost bila, da smo sodelovali. V občinskem svetu vedno so bile sprejete odločitve večinsko, z vsemi glasovi ali pa z večino, veliko večino glasov, tako da niti ene zadeve nismo dali na preglasovanje ali karkoli. Res je pa, da v času, ko prihaja do tistih operativnih stvari, od tega, ko je osnutek postavljen na mizi, pa do tega,
kako realizirati stvari, ko so projektanti, ko ne moreš vključevati vseh stvari, ko pa je tako daleč, seveda se pa vključujejo tudi vsi tisti, ki so potrebni za to. Ampak vsi skupaj delamo za skupno dobro, za boljše občanov občine Prevalje in pri parku Jezero s plezalnim centrom in pri postavitvi razvoja turizma na Poljani je sodelovala množica ljudi, tudi občanov občine Prevalje, svetnikov in vseh drugih, tako da ne čutim, da bi izključevali koga. Če lahko toliko repliciram, se z veliko stvarmi, kar je gospod župan povedal, strinjam. Jaz sem pač povedal, kar ste vi mene vprašali, dokot je mene vključeval, kje pa ne več vključeval. Okay. Oba kljub razliki v letih veljata za družinska človeka, zavezana svojim družinam. Oba pa sta v določenem obdobju svojega življenja, eden še, drugi pa zdaj ne več, bila nekako tudi v poslovnih vodah oziroma gospod Tasič v gospodarstvu. Kaj bi iz vse te svoje kariere izpostavili kot svoj največji uspeh in kaj morda tudi nekoliko samokritično kot kako priložnost, ki je propadla ali pa neuspeh ali kaj neposrečenega? V življenju je dosti stvari takih, ki imajo zelo pozitivno zgodbo in takih, ki tudi ne uspejo vedno. In ko sem jaz šel skozi svoj izobraževalni proces, pa ko sem začel z delom in ko sem delal v gospodarstvu, seveda s tem se lahko pohvalim in to drži, skupaj z ekipo smo zgradili uspešno prestrukturiranje slovenskih železarn. Tega uspeha ne more nobeden odzeti, to je eden izmed edinih velikih sistemov, ki je uspel na preboju iz let 90, 2000, 2002, ko smo prestrukturirali slovenske železarne in na podlagi tega programa, ki ga je sprejela Evropska unija in komisija v Bruslju, se pravzaprav investicijski potencial dela naprej. Do seveda privatizacije, kasneje mene ni bilo več zraven. Po drugi strani pa bi rekel, sem malo žalosten bil takrat, ko sem bil na železnicah, ker smo pripravili izjemno dober program, na podlagi katerega se je delalo naprej, pa seveda, ker nisem imel podpore, sem enostavno odstopil. Po drugi strani pa sem tudi seveda zelo ponosen, da smo na Prevaljah v vseh teh mandatih, kot sem delal tukaj, kot župan, ko delam kot župan, da smo na nek način združili ljudi, da smo pritegnili ljudi k sodelovanju, k idejam, k realizaciji. Tako da ta povezovalnost je ena izmed najbolj pomembnih stvari, če želimo uspeti pri realizaciji projekta. Stopili ste tudi zato, ker ste želeli ostati takrat na Prevaljah, ko vas občinski svet ni spustil. Tudi, mogoče bi samo eno malo anekdoto, da ne greva preveč. Napako, ki sem jo naredil, je nikoli več ne bi ponovil. Ko sem imel male otroke, sem šel od doma, sem šel v Ljubljano in sem pustil ženi največ dela z otrocmi. In tega otroštva takrat pravzaprav sem zamujal, zato sem Boštjanu rekel, počak še malo, da ta mali zraste, kaj je tam, da zraste, zato da bo imel več atana, kot so pa moji otroci mene imeli. In zato poskušam zdaj pri mojih vnukih pa malo nadoknaditi, pa čutiti to, kar čuti. In res to verjamem, to po čustveni plati zagotovo drži. S tem pa najbrž gospod Gorenček vas ne bo odvrnil, gospod župan, od kandidature tik pred zdajci. Zagotovo ne. To, kar mi je zdaj gospod župan rekel, mi je rekel prvič. Vse enkrat prvič. To res je. Mogoče, če gremo k osnovnemu vprašanju. Jaz sem bil star 21 let, ko sem odprl svoje samostojno podjetje iz družine, kjer je bila mama knjižničarka, ta fabriški delavec in nobeden okrog družine ni imel pojma, kaj je to gospodarstvo oziroma podjetje. Tudi spodbujali so me na način, če bo karkoli ti bomo pomagali, drugače pa vseeno boljše, da greš študirati, pa se zaposliš ali v neki javni upravi ali kjerkoli. Ampak ta podjetniška žilica me je čist malega ven, bi rekel, me je grizla in sem šel skozi, rečemo, prvih nekaj let velikih, lahko rečem, pacov, zaradi tega, ker pač nisem imel koga, na koga bi se lahko obrnil, nisem znal, jaz sem oral ledino s kolegom in mislim, da so me ta prva leta zelo utrdila, da sem ugotovil, da čisto ni stvari v življenju, ko če se lotiš, pa jo želiš do konca spraviti,
vse lahko narediš, če hočeš. In tudi, ko sem imel še čez 5-6 let starši doma, pa vseeno ni fajn, da si privat, pa vseeno se toliko sekiraš, toliko delaš. Sem jaz ustrajal in letos aprila je bilo 18 let, odkar imam svoje podjetje. Vmes sem imel že enega, dva zaposlene, trenutno nimam koga, ker si delajo na pogodbe oziroma preko svojih manjših podjetij, ker pač delamo v takem kolektivu oziroma v taki branži, da pač imajo ljudje radi svobodo in pač jim ni teh 8 ur, ki morajo biti v službi pač glavno. Vmes so bile zgodbe, bili smo na Štartaj Slovenija z Junsby v Džrki, imeli smo super produkt, bili smo po prvem mesecu najbolj prodajen produkt, pa se ena mala stvar vmes zgodba, pa smo potem morali odnehati, čeprav to podjetje imamo še vedno in še vedno s kolegi upamo, da bomo enkrat revitalizirali. Imel sem pa tudi še druge ideje, ne vem tudi, kar je pa glavna stvar, na kaj smo najbolj tudi ponosni v teh letih, je pa v tem, da s svojim podjetjem mislim, da ni vplivala v društva, kateremu nisem ali finančno ali storitveno pomagal. To je še zdaj. Dobro, zdaj ste tudi na fact-checkingu, tako da zdaj skoraj mora biti to tako. Se strinjam, tudi zaradi tega opazim, kaj govorim. Ja, tako. Če ga skoraj ni, kaj to pomeni? Da smo v teh 18 letih zagotovo vse parka vsakemu društvu pomagali. Tako. In na to sem zelo ponosen, saj sem v tistem času tudi spoznal ljudi in z njimi navezal nek stik in vedno so vedeli, da se lahko name oziroma na moje kolege obrnejo in to so lahko še zdaj naredijo. Hvala. Zdaj pa en sklop z gospodom Tasičem, pa en sklop z gospodom Gorenčkom posebej opravimo, pa bodo po tem sklopu možne replike. Gospod Tasič, glede na to večkrat teh dneh itak slišimo, da Prevalje vodite vse od ustanovitve četrt stoletja že. Glede na to, da ste sami prej omenjali železnice, me zanima, a vam je kdaj žal, da mogoče v vsem tem času, ko ste bili tudi koordinator za tretjo razvojno os, niste morebiti bolj spodbujali razvoja železnic, da bi to bila bolj prioritetna, glede na to, kak promet v resnici na cesti je in da čakamo vse dlje in dlje in da se tudi v bistvu cesta zamika. V bistvu en sam pritisk, učinka pa kaj veliko ne. Kar se železnic tiče, sem bil seveda prekratek čas tam, da bi lahko naredil ne, se ne mislim z vidika funkcije na železnicah, ampak županske. Ampak kar se pa tiče tretje razvojne osi, pa mislim, da ljudje vejo, da sem eden izmed glavnih sil premika za tretjo razvojno os v zadnjih 5 letih. Skupaj z mladinsko inicijativo smo orali, res zaorali pošteno ledino pred 5 leti, ko smo prepričevali, da Koroška potrebuje tretjo razvojno os. In danes, kljub temu, da gledate, vprašanje je bilo bolj tako pesimistično. Ja, glede na to, da imamo že leta zgodovine. Vse se spomnite, kdaj je Janez Janša v Prevaljski obrtni coni obljubil cesto že drugo leto. Ja, tako. Zdaj pa je 15 let od tega. Ves čas bil zraven in zato vem, kako se stvari premikajo. Ampak zadnjih 5 let se je stvar toliko premaknila, da se je začela gradnja od Velenja do Slovenj Gradca. Zamuja sicer za pol leta, zdaj v tem trenutku v sredi decembra bomo pogledali, kaj so ti razlogi in kaj je treba narediti za to, da se bo ta čas pohitril. Ampak ni to toliko pomembno, še bolj pomembno pa je, da bdimo nad odsekom od Slovenj Gradca do Otiškega vrha in Otiškega vrha do Holmca. Ker na koncu smo na koncu in na koncu bomo ostali sami, tisti, ki se bomo borili za to, da bo šla obvoznica tretja razvojna os kot obvozna cesta, kot tretja razvojna os v tunelski varianti mimo Prevalj. In v teh 5 letih se je res naredilo to, da imamo zdaj traso izbrano, optimalno traso, da država pripravlja državni prostorski načrt za oba odseka. Sicer so nam rekli, da bo malo kasneje, ampak se s tem ne strinjamo, o tem se bomo še dogovorili, ampak našli smo se eno optimalno varianto, ki je v zadovoljstvu ljudi in naš kot krajanov in občanov in samih občin do Holmca. Je pa seveda treba pritiskati in ves čas treba pritiskati, če nisi zraven, če ne poznaš te stvari, si hitro v avto in zato je zelo pomembno tretja razvojna os, ker jaz jo poudarjam, da moramo... Sej pritiska nihče v bistvu ne negira, ampak učinek, v bistvu ste vso obdobje župan, pa je učinek samo zadnjih 5 let torej. Morate vedeti, da postopki umeščanja, postopki projektiranja, postopki javnih razpisov
trajajo predolgo časa trajajo postopki na Ministrstvu za okolje in prostor. Skozi vse to se moramo boriti, na 1000-krat smo bili v Ljubljani, zjutraj, zvečer, čez vikende, za tretjo razvojno os in tudi za ostale stvari, tako da bitka je vedno. Dobro, o tej cesti zunaj in o gradnji Vodca je bilo že veliko povedanega, zapisali ste v zadnjih novicah, da računate, da bo konec te nočne more, torej zdaj bo konec te nočne more. Ja, konec nočne more bo, ko bo cesta končana. Drug teden, v začetku tedna bojo ta del asfaltirali do avtobusne postaje, tako da bo da na volitve se bo lahko prišlo. Tako da bo semafor izginil, da bo šel dvosmerni promet z zgornje strani proti Petrolu tudi v decembru. Tam, kjer pa še niso, pa če ne bo vreme primerno, ne bomo pustili. Je pa res, da na začetku se zadeve niso odvijale. Smo imeli milijon sestankov, da ne bom se ponavljal, in potem, ko smo sklicali izredno sejo občinskega sveta, so se stvari premaknile, se premikajo zdaj bistveno hitreje, in če bi tako začeli, bi mi bili zdaj praktično na koncu. Jaz se zavedam tega, se tudi nas tepe po glavi in mi se ne strinjamo in se jezimo. Dejstvo pa je, da je slovenska gradbena operativa prezasedena, da je odnos izvajalcev, tisti, ki so na javnem razpisu izbrani, izjemno nonšalanten, negativen, če minister in ministrstvo ne more premakniti stvari, tako da res tu smo naredili pravi premik in jaz upam, da bo tudi, ampak na koncu, ko bo, pogledajte, bo sodobna cestna povezava, pločniki in kolesarka skozi celo mesto Prevalje od začetka do konca. Zdaj nekateri projekti so seveda bolj odvisni od države, drugi so občinski, to je dejstvo. So bili morda v preteklosti, ko je občina obirala tudi drugačne prakse, spomnimo se recimo gradbinca Ivartnika, boljši, ne glede na spornost, tako rekoč hišnega gradbinca, je šlo vsaj hitreje do realizacije projektov, čeprav vemo, da to obdobje ni ravno najbolj slavno. Ne vem, kaj hočete vprašati v zvezi z zadevo Ivartnik. Kolikor se jaz spomnim zadeve Ivartnik je ne bil... sprašujem po zadevi Ivartnik, ampak po hišnih gradbincih tipa Ivartnik, ki so mogoče izpeljali posel. Mi nimamo nobenih hišnih gradbincev, nismo imeli nikoli hišnih gradbincev, to ljudje vejo, na javnih razpisih pridobijo posle tisti, ki so najugodnejši. Kar se pa Ivartnika tiče, pa moram povedati, vlečete stvari iz naftalina ven. Takrat je bil Ivartnik pravnomočno obsojen zaradi ponarejanja mojih podpisov. In dokazljivo na sodišču sem bil oproščen pred 10 leti. Zadeva je zastarala in je bil kazenski postopek ustavljen. Ja, saj govorim o praksah. Zastarala je zadeva takrat na sodišču. Ni zastarala zadeva. Kazenski postopek je bil ustavljen. Saj sem spremljala tiste zadeve takrat. Ja, se izkoriščali. Prosim? Oproščen. Oproščen. Ja, pri ugotovitvi, da je zadeva zastarala. Oproščen, a sem bil oproščen. V enem postopku je zadeva zastarala. Je bil postopek ustavljen. A naj še zdaj enkrat govorim, da je Ivartnik priznal, da je ponarejal podpise in je bil zato pravnomočno obsojen 2 leti in 2 meseca. To pa je dejstvo, ja. Ja. Tako. In kdo je ponarejal? A sem jih jaz ponarejal? Nisem vam očitala ponarejanja, absolutno ne. Lepo vas prosim. Nisem vam očitala ponarejanja. Če bi imeli hišne gradbince, sigurno ne bi uspel toliko mandatov občini Prevalje in tako uspešno delati. Dobro. Gospod Gorenček, vi ste tudi del sedanje občinske strukture, kakorkoli že, čeprav župan na področju družbenih dejavnosti in ne toliko vpeti v infrastrukturne projekte. Ste vi mirno opazovali ali dejansko tudi kaj storili v smeri sprememb, ko so ljudje izgubljali potrpljenje zaradi ceste in je bilo razpoloženje slabo? Mogoče tudi ta vidik, glede na to, da ste iz podjetništva, verjetno so nekateri posli oziroma poslovanje nekaterih do take mere v tem obdobju že ogroženi, da se težko povrne potem tudi tak rezultat, kar so tudi opozarjali ljudje v tem času. Kaj ste vi storili za to, da bi se hitreje odvijalo ob vseh pritiskih? Res je. In kot sem že zadnjič povedal, da ko mi župan, tega ne bom dovolil, da se bo dogajalo. Kar sem jaz storil, lahko rečem, da sem bil že aprila pri gospodu županu in pri tajniku z idejo, da moramo ljudi obvestiti, da se bo začelo delati in da moramo obvestiti, kje bomo imeli uvoze. Že takrat sem nekdo mi je pač rekel, da ne grem pogledati si železnico in cesto čez železnico, da imamo možnost narediti uvoz. Vedeli smo, da se to ne bo končalo, ne vem, v parih mesecih in ko sem takrat prišel pa to povedal,
lahko povem, da ni bilo kaj iz tega, no. Ker se mi zdi, da tudi sami Prevaljčani v drugih stvarih nismo dovolj obveščeni. Kar se tiče vseh teh malih gospodarstvenikov, podjetnikov, gostincev, ki so ob tej cesti, jaz rečem, da je čudež, da so preživeli do sedaj. Namreč, še zdaj, če greš v Kelta na kavo, v Royala na kavo, če hočeš včasih iti do gin shopa, včasih ne moreš, ker je zaprto. Tam, ko kavo spiješ, prah čutiš v ustih in da mi tem ne gostincem, ne onem nismo še nič pomagali, ne z oprostitvijo kakega prispevka oziroma ne NUSZ-ja ali karkoli, to se mi ne zdi prav. Kar se tiče ostalih stvari... Ampak ste imeli možnost tudi vplivati prek občinskega sveta, če bi predlagali oprostitev NUSZ-ja, recimo oziroma znižanje. Mislim, da smo imeli, da so to rekli svetniki, ampak ni bilo realizirano. Iz moje strani, če bi lahko jaz, kar bi lahko naredil, jaz bi bil skozi v Ljubljani ali pa v Celju. In tudi, kar bi naredil... To sicer ni dobro za Prevalje. Glejte, vse nas je na občini, je 11 ljudi z direktorjem občinske uprave in mislim, da so vsi zelo dobri in bi to delo brez mene kot župana lahko zelo dobro potekalo. Če pa še lahko sem tule naprej rečem to, da kako nismo mogli vplivati. Mislim, da 5. septembra smo imeli izredno sejo tule in kar naenkrat se je lahko čudežno vse začelo odvrteti. Mogoče, če bi to sejo imeli junija, bi bili zdaj že skoraj na koncu. Samo rečem, lahko bi jaz takrat tudi predlagal, ampak zdaj vidimo, da to gre. Bom dovolila repliko, pa potem še, Ja. Repliko se čuje? Ja. Boštjan, nisi predlagal, niti nisi bil med predlagatelji izredne seje občinskega sveta za reševanje tega problema in vedno si imel odprta vrata, lahko bi prišel. Vse stvari, ki si jih navedel, smo preverili, smo poskušali. Zato smo potem z levo roko spustili promet ob Meži, ker druge možnosti ni bilo, pa omejili smo promet. Vse variante smo poiskali, kje bi bilo možno še uvoz. Za tovorna vozila ni možnosti uvoza, ko pa se enkrat tovorna vozila postavijo, tudi osebna vozila ne morejo iti, ker je kolona predolga. Poskušali smo vse, zdaj lahko gremo tudi korespondenco pogledati, ampak jaz mislim, da smo naredili vse, kar je bilo možno. Hvala lepa, gospod župan, tisti teden, preden se je izredna seja sklicala, sem jaz dobil par klicev občanov in sem bil v upravni pisarni naše občine in sem to predlagal in so mi takrat povedali, da je že v govoru in sem rekel, da se temu pridružujem. Prav. Včasih, gospod Gorenček, iz poslovnih vod ujamemo kako kritiko, da projektov ne pripeljete do konca, da posla ne zaključite po pričakovanjih. Je to res? Pustite stvari nedokončane? Je to opažanje ali je neupravičena kritika? So primeri? Jaz se zagotovo vsako stvar, ki jo začnem, jo zaključim. Včasih mogoče kakšna traja malo dlje, zaradi tega, ker sem vedno mnenja, da če en projekt, ko ga začneš, pa ga spraviš do 3. faze, recimo od 4 in vidiš, da si mogoče prehiter za ta čas, mora pa včasih leto ali 2 iti mimo in ga potem zaključiš, ko pride pravi čas. Tudi da s tem se popolnoma ne strinjam. Projekte oziroma karkoli rečem, vedno do konca speljem. Jih je izpeljal v času sodelovanja? Ne, jaz se popolnoma strinjam z Boštjanom. Ko ti načrtuješ, začneš načrtovati projekte, se začnejo take druge ovire, ki jih moraš reševati. In preden da pride do realizacije, te preteče kar ogromno časa, preden da dobiš finančno konstrukcijo, preden da prideš do zaključka, je kar nekaj časa. Recimo vodooskrba, ki smo jo letos začeli, smo jo pred 4 leti, ker smo morali urediti prvič občina Ravne, je prevzela ta projekt. Ni v 4 letih naredila nič in pol smo sami se lotili tega in je treba od vseh lastnikov zemljišč dobiti soglasje, da lahko dobiš gradbeno dovoljenje. Tu so bila 3 gradbena dovoljenja, področje Brinjeve gore, Roževega, Leš in Šentanela in res traja, ker eni pravijo, nemogoče, ampak postopki trajajo in ko imaš finančno strukturo, začneš in pol poskušaš čim hitreje narediti, tako da to se strinja. Ok, vprašanje zdaj, ker občine Ravne ni, da bi odgovarjala, če ni naredila nič. Je še kakšna replika tu na to? Postopek vodooskrbe ali karkoli? Samo to, da mislim, da bi mogli Prevaljčani imeti pitno vodo, ker je po ustavi že veliko let nazaj. Kot je bilo tudi opozarjano marsikjerih svetnikov, ki so tule, ali je bilo to za Leše, ali za koli drugega, v celem mandatu 4 let, kar sem tukaj. Hvala. Samo kratko repliko. Znotraj aglomeracij, ki jih je določilo Ministrstvo za okolje in prostor, imajo vsi naši
zdravo pitno vodo. To, kar zdaj rešujemo, kar se tiče Roževega in Prinjeve gore, izven aglomeracije, to je, ljudje se naseljujejo posod pod pogoji, ki so jih dobili za gradbeno dovoljenje, da imajo lastno vodo. Zdaj smo ugotovili, da so taki problemi in smo ta projekt razširili na to področje Prinjeve gore, Roževo z Lešami in Šentanelom, ker je primanjkljaj vode in bomo tam nove vodohrame naredili, nove vodne vire in zagotovili sedaj za ljudi in tudi za bodoče. Ampak nekateri so izven aglomeracije, tale del tu gora, in zato bomo zdaj poskrbeli. Tako, če lahko, kot sem rekel, šele zdaj bomo poskrbeli, da bo naši prebivalci dobili pitno vodo in da ne bojo rabili, da jim bojo gasilci v cisternah celo poletje vozili. Mislim, še enkrat bom rekel, izven aglomeracije ljudje gradijo individualne gradnje, individualne hiše, po kmetijah, posod, pod kakimi pogoji dobijo gradbeno dovoljenje, da imajo lastni vodovod. Ne moreš do vsakega pripeljati in tudi do vsakega ne boš pripeljal dolinske vode. Gremo naprej. V aktualno predvolilno kampanjo nadaljujemo z gospodom Gorenčkom. Vi ste se opazno, aktivno, intenzivno pognali v kampanjo prek družbenih omrežjih na terenu, vsi kanali, tako rekoč, kar jih je Facebook, Instagram, TikTok, zelo zaznavno, kar je po svoje tudi logično, ker ste izzivalec, morate pristopiti tako. Koliko ste doslej porabili, koliko še nameravate, kdo financira vašo kampanjo, kdo stoji za vami ali kot je popularno, ali so kakšni strici iz ozadja? Kot prvo, če lahko začnem za to kampanjo in zato sem se najprej odločil sam, najprej sem šel do moje žene, do moje družine, če me v tem podpirajo in ko so mi čisto vsi rekli, da me brezpogojno podpirajo, sem rekel, da to grem in da me nič ne more ustaviti. Tako da stricov iz ozadja ni, imam pa ljudi, ki so blizu mene, ki mi hočejo najboljši in mi s tem pomagajo. Zdaj, kar se tiče kampanje moje, ki poteka na vseh kanalih, ja, tudi začel sem za TikTok snemati, ker so mi to priporočali in je zelo zanimivo. Točno, koliko sem zdaj porabil, ve vodja moje kampanje. Jaz mislim, da smo tam nekje malo čez polovico budžeta, ki ga lahko porabimo. Kar bo tako v poročilu na koncu potem. Tako, absolutno. To je tako ali tako naša naloga in obveza. Samo da s tem zaključim, zakaj sem šel tako intenzivno. Zaradi tega, ker sem bil 4 leta podžupan, mogoče sem se leto nazaj za to fiks odločil. Gospod župan ima pa 24 let prednosti pred mano in če karkoli želim, se meni je tresno in to je to. Kar tudi celo življenje vse delam. Gospod Tasič, vi ste nekoliko drugače pristopili družabnih omrežij, do pred nekaj dnevi niste uporabljali, zdaj ste aktivirali Facebook. Koliko vi nameravate odšteti za kampanjo? No, plakate imata oba sicer in letake po tem klasičnem principu. Tudi starejši ljudje uporabljamo Facebook. Jaz sicer nisem aktivno zaradi tega, ker imam premalo časa, ker imam preveč drugega dela, da bi se tako intenzivno ukvarjal z sodobnimi mediji. Jaz sem rajši bolj na realnih tleh, realni projekti in dejanja in tisto rezultati, ki so vidni, oprijemljivi, tako da poskušam slediti, poskušam uporabljati vse, kar je možno uporabljati, seveda pa tako intenzivno, pa razne profile v te stvari. Sigurno ne bom obvladal, niti nimam zdaj v tem trenutku interesa, me pa seveda otroci učijo, mislim, mi pomagajo, tako da kar se tega tiče, celo življenje se učiš. Klasično pač poskušam pripričati ljudi, tako kot sodelovanjem, z pristopom, tako da kar se tega tiče, je bolj, se mi zdi, da je kljub temu še vedno bolj intenzivno in bolj učinkovito, če se z ljudem pogovoriš, če ti da predlog, če ti daš predlog, pa potem priješ do rešitve. Kar se tiče pa finančnih sredstev, sem jaz sam svoj sponzor iz svojih lastnih sredstv, iz svoje denarnice, imam zagotovljena sredstva za zloženke, za panoje, za nekatere stvari. Zadnjič sem bil celo sponzor tekme Korotana, 200 evrov, tako da približno 2500 evrov imam planiranih sredstev. Tam sta po moje kar izmenično sponzorja, ja, prosim, gospod. Ne, jaz sem bil samo enkrat do zdaj, vse ostalo, kar sem pa finančnih sredstev Korotanu zrihtal v pretekli leti, pa nisem štel. Če lahko sem to prenesem odgovoril, odkot sredstva, zadnjo leto sem intenzivno varčeval in tam 3/4 sredstva je mojih, 1/4 bo pa prišlo iz strani donatorjev oziroma ljudi, ki mi pomagajo, ki so mi blizu.
In je to, kar pa se sem rečem, kar se družbenih omrežij in kar sem na začetku tudi TikTok omenil, je pa sem to, da če vidimo, da se do 24 let večina mladih uporablja TikTok, če jim hočemo se približati, če hočemo vedeti, kaj oni želijo, moramo biti tam. Z njimi se ne moš pogovarjati, če so v živo, če jih lahko samo tam nagoriš, oziroma te tam oni najraje brez nekih drugih stvari te nagorijo nazaj. Kaj pa sam jezik na TikToku, glede na to, da ste kar zavezani pravopisu, ne samo osebno, ampak tudi v družini, se vam zdi to način, da se približujete temu zapisu ali ne bi raje vztrajali pri drugih? Je torej treba obiti ta pravila za to, da nagovorimo? Ko sem se pogovarjal s kolegi, strokovnjaki, namreč moje podjetje se tudi ukvarja z digitalnim oglaševanjem, so mi vsi zelo priporočali, glede na to, ker vsi vejo, da je moja mama slavistka oziroma knjižničarka, da vem, da se bom, in tudi moja žena, da se bom želel posluževati knjižnega jezika oziroma da bom pisal tako, ko je treba brez, in so rekli, če se hoče tako iti, ti ne bodo ne odgovarjali in mladim se moramo mi približati. No, ampak kaj ni to problematično, da na tak način spodbujamo slovenski jezik? Se strinjam, ampak potem, ko se bomo z njimi pogovorili, pa ko bomo z njimi ena na ena, bomo pa to lahko začeli spodbujati. No, se pravi, da smo tudi neko vodilo tega. Gospod župan, nekaj so vas že na Koroškem radiju glede teh prevaljskih novic sprašvali, v bistvu je bolj slikanica, kot pa vsebinsko je manj kot pa fotografij. Koliko je pa stala ta posebna izdaja? Se konec koncev propagira delo obeh na nek način, čeprav ste v prednosti seveda. Tako kot vsaka izdaja, tokrat malo cenejša, ker je bila malo tanjša. Jaz ne vem točno, koliko je bil strošek, ampak strošek pri izdaji prevaljških novic je jasen. Te prevaljške novice so prikaz dela občinskega sveta, občinske uprave v preteklih štiriletnem obdobju na zahtevo svetnikov, predlog in zahtevo svetnikov smo to naredili, bilo izglasovano na seji občinskega sveta brez glasu proti, 17 glasov za, da občinski svet in občinska uprava prikaže to, kar smo v zadnjih 4 letih naredili. In to, kar smo v zadnjih 4 letih naredili, na to smo lahko vsi skupaj ponosni. Jaz, podžupan in vsi ostali. Toliko, ko smo v zadnjih 4 letih pridobili nepovratnih sredstev, projektov, štartali in realizirali rekordno, če gledamo primerjavo z ostalimi občinami, po pridobljenih evropskih sredstvih, nepovratnih sredstvih in donacijah, smo v preteklem obdobju približno nekaj čez 15 milijonov dobili teh sredstev, kar pomeni na glavo občana približno 2600 evrov nepovratnih sredstev za investicije, za ceste. V tem času smo zgradili 24 kilometrov novih asfaltiranih cest. Pričeli smo z parkom Jezero in plezalnim centrom. Štartamo z razvojem Poljane in vodooskrbo, tako da, kar se tega tiče, smo lahko vsi ponosni, smo izjemno uspešni, ena najuspešnejših občin v slovenskem prostoru. Ja, tam nekje na sredini po cifrah, če pogledamo te zadnje podatke, ki so bili objavljeni o koriščanju evropskih sredstev. Nekje na sredini boste. Jaz govorim o evropskih sredstvih, nepovratnih sredstvih države in donacijah. Ja, donacijo ste pač dobili. Donacija se kar tako dobi. Ja, malo sreče, že treba imeti, da kdo še sprevaj prihaja, ki je uspešen podjetnik. Ne samo sreče, moraš imeti projekte, moraš nekoga pripričati, da bo doniral svoje lastna sredstva iz žepa. In mislite, da je to kar tako greš do nekoga, pa rekel, zdaj bo pa 2 milijona dal za donacije, vemo, kako je bilo, ampak se pač... Kako pa je bilo? Ampak se podjetnik ne pusti omenjati v javnosti. Ampak kako je bilo? Ampak mislim, zagotovo ni bila sam sreča, mislim, v tem smislu, da bi bilo zdaj tako dogovorjeno. Je bila neka afiniteta do kraja, odkud da človek prihaja. Afiniteta do kraja, odnos do kraja, Prevaljčan. Hočem reči, da donacija vam je lepo padla v proračun, ne? Ja, seveda, hvala Bogu, še bomo delali na tem. Vse pa privoščimo donacije vsaki občini, zato da se lahko kaj novega razvije. Prosim, gospod Gorenček, ste hoteli kaj na to ali na samo občinsko glasilo, katerega urednik sicer ste, ampak ne te izdaje? Res pa je, da na seji niste imeli nič proti oziroma se takrat niste oglasili, ko ste odločali o izdaji novic. Ja, res je. Če še enkrat povem, jaz sem bil pripričan, da bojo prevaljške novice izdane v času pred 20. oktobrom, ko še ni volilne kampanje. Je tudi res, bom še enkrat ponovil, da sem prvič uradno slišal, da bo nov odbor in da bo številka prevaljskih novic nastala na seji.
Slišal sem govorice, ampak noben mi točno povedal. In tudi med nami je tu na teren član druge svetniške skupine, ki mi je ravno danes povedal, da tudi on je prvič zvedel tisti dan. Tako da, če bi gledal, da je to, če bi rekli, da je to bil, da so se vsi svetniki, da so to želeli, da se je to naredilo, jaz mislim, da bi bilo treba o tem obvestiti, oziroma bi vse svetniške skupine o tem morali vedeti, vse ta velike. Kar se pa tiče to, pa bo še Verjetno enkrat... nihče ne bo nasprotoval, da se delo prikaže kot uspešno. Tako, se vidimo, v bistvu velika številka, kaj vse smo res v teh 4 letih naredili in kot je gospod župan prej povedal, nebrž ni kar tak slučaj sreče, da je v teh 4 letih, ko lahko tudi rečem, ko sem bil jaz podžupan in kolega Matej podžupan in dober občinski svet, da se je to toliko naredilo, prej se pač ni. Morda bi pa sem na koncu še rekel, najbolj čudno mi je pa še vedno samo to, da jaz upam, da bo ta posebna številka konstanta vseh naslednjih let, da ne vseh naslednjih mandatov, ker se mi zdi prav, da se ljudi o tem obvesti. Sem se pa seveda takrat prvi vprašal, a v teh 24 letih res samo teh 4 let bo toliko pomembno, da se je ta izredna številka naredila. Ne vem, gospod župan. Prej ni bilo ideje, ni bilo predloga občinskih svetnikov, zdaj je bila ideja in predlog in 17 od 17 občinskih svetnikov je glasovalo za te posebno številko Prevaških Novic. Ok, gremo zdaj na malo širša, hitra vprašanja, da nekako obdelamo tudi sistem vrednot in stališč, ki tudi določajo župansko osebnost, to je mogoče glede na to, da imamo kup referendumov, volitev in nekih širših vprašanj v tem trenutku še bolj aktualno kot sicer. Pa gremo kar tak izmenično. Gospod župan Matic Stasič, bi morala biti po vašem udeležba na volitvah obvezna, bi podprli tako ureditev kot dolžnost namesto pravice? Ja, jaz bi jo, ponekod jo imajo in jaz se strinjam, če že hočeš konstruktivno kreirati, potem moraš sodelovati tudi na volitvah. Prosim. Jaz enako se strinjam, če prejemaš pravice iz strani države in lokalne skupnosti, je to tvoja pravica oziroma dolžnost, da glasuješ, še vedno lahko prečrtaš glasovnico in daš neveljavno, absolutno. Se pravi, obvezne volitve oba. Ste za omejitev števila županskih mandatov po vzoru, bomo tam začeli, da malo vsakič ima en čas premišljati. Maksimum 3, če gledamo, da imamo demokracijo, bi rekel, pa lahko en mandat, ne smeš kandidirati. Omejitev zakonska. Tako. Gospod Tasič. Jaz tudi, ampak to je stvar zakonodaje državnega zbora, ki izglasuje, jaz ne nasprotujem temu. Ali ocenjujete, da bi morali kakorkoli omejiti kandidature v občinskih svetih, recimo nezdružljivost poslanske in svetniške funkcije, vidimo, da se dogaja poslanc svetnik, morda tudi funkcionarje v javnih zavodih, ali vidite tu kakšne konflikte ali bi pustili sedanjo ureditev, torej prosto izbiro? Jaz že takrat, ko so ločili funkcijo župana in poslanca v državnem zboru, nisem bil najbolj za to, zato ker smo videli, da v teh mandatih, ko so tudi župani bili poslanci, je bila periferija, obrobje, občinske uprave so bile v drugačnem stanju, ko pa zdaj, ko županov ni v državnem zboru. In se potem moramo boriti za sredstva, za poprečnino, za investicije, za evropska razvojna sredstva, drugače pa tu se strinjam, da bi, kar se državnega sveta tiče, pa se pa strinjam, da se to ne bi sprevrglo v neko pač državni zbor, v nek drug občinski svet? Vse se v bistvu, ampak vseeno, ko gledaš po črto, ko potegneš, koliko sredstev pride na podeželje takrat in koliko sredstev, ko niso bili župani, je bistvena razlika. Bistveno več sredstev je prišlo na podeželje takrat, ko so župani vplivali, je pa res, vsaka zadeva je to je mogoče tudi škatljiva. Kakšna sistemska napaka, če je to odvisno od tega. To je res, ker je pač politika taka, da je centralizirana politika, vse v Ljubljani, v velikih centrih in tudi zdaj, ko smo bili na sestanku z ministrom Svet Koroške regije, samo to še povem, ko smo bili na sestanku z ministrom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, je enostavno rekel, ja, vzhodna regija, ki je bistveno oslabljena razvojno, bo dobila sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, zahodni del, zahodna regija bo pa iz proračuna. To pomeni, ti ne uporabljaš sredstva za to, da zmanjšaš razvojne razlike, ampak uporabljaš sredstva, da boš v bistvu s tem še povečal razvojne razlike. Samo tu je tudi razvojni indeks, tisti, ki je Zahod pripeljal nekoliko dlje, tudi ni čistko. Prosim.
Še vaše stališče glede te združljivosti Popolnoma se strinjam, da župan ne more biti poslanec, ker se mi zdi, da ima, če je dober župan, preveč dela v svoji občini, da pa je poslanec lahko občinski svetnik. To se mi pa zdi prav, vse nekako tako ostane v stiku z svojim okrajem, z svojo dolino, z svojim območjem. Drugače se pa lahko zgodi, tako se tudi v življenju, da si čisto pač. Jaz sem napačno razumel vprašanje. Vse v redu. Ali sem do konca pojem? Hotela sem vprašati, dogaja se, da v bistvu eni in isti ljudje zasedajo veliko pozicij in da so lahko tudi v konfliktu interesov. Recimo, ali bi omejili to kakorkoli, na vse zadnje lahko ostane odprto, lahko je svobodna pravica brez vsakih omejitev. Sprašujem se pa po teh konfliktih, ko imamo v občinskih svetih direktorje raznih javnih zavodov, ki odločajo potem o teh stvarih, ali je to kakršnakoli omejitev ali ne vidita problema, če ga ne, ga ne. Pač jaz mislim, če je trenutno zakonodaja taka, jaz takega problema ne vidim, dokler ta direktor, ki je član občinskega sveta, se pač ne glasuje o temi, ki se zadeva njegovega zavoda in se izključi oziroma se omakne. Drugače pa mislim, da je to svobodna volja in tistih, ki se odločijo in tistih, ki volijo na prvem mestu. Ok, torej to ne bi omejevali. Bi moral imeti županski kandidat potrdilo o nekaznovanosti? Absolutno. Se strinjam. Bi podprli možnost odpoklica župana? Matic Tasić, bom malo tak. Sej obstoja neka možnost, zakonska. Obstoja neka možnost, ampak se ta možnost vedno, se so poskušali v državnem zboru zakonodajo sprevračati, treba je strogo regulirati stvari, ampak vse ljudje na volitvah pokažejo, so zadovoljni županom. Recimo v Frankfurtu so zdaj imeli referendum, ja, pa je bila malo druga situacija, druga, ja. Če se najde zakonska možnost, zakaj pa ne? Ok. Katerega kandidata boste podprli na predsedniških volitvah to nedeljo, če nam zaupate? Do danes sem se pripravljal na to soočenje, tako da si bom jutri prebral programa obeh in se na to tudi odločil, ko bom v nedeljo volil. Pa vi, gospod Tasić? Na volitvah nikoli nisem rekel, koga sem volil in tudi ne bom, to je moja državljanska dolžnost in pravica, da volim, kogar mi paše. Ja, seveda. Greste na 3 referendume o 3 zakonih in verjetno torej tudi v tem primeru ne boste povedali, kako se boste opredelili. Kar pri vas. Zaenkrat se še nisem imel časa ukvarjati z 3 referendumi, ker imam preveč tekočega dela in zdaj predvolilne stvari, da ko bo čas, se bomo tudi s tem ukvarjali in se bomo sedli pa pogovorili, kako in na kak način bo zadeva tekla. Jaz bom rekel na podoben način, kot sem rekel prej, zdaj se pač ukvarjam z kandidaturo za župana oziroma s programom, se pa strinjam oziroma sem prepričan, da legitimno izvoljena vlada mora imeti pravice, da se odloča tako vlada želi. Ok, torej tudi vidva računata, da se prav na koncu opredeljujejo volivci, glede na to, da še študirata vso gradivo, ki bo sledilo za nadaljne odločitve. Jaz upam, da bo tako. Pa jaz mislim, da se volivci ne odločajo, nekateri že na koncu, nekateri prej, ampak Nekaj razlagata, da preučujeta gradivo. Javno pa ne bo nobeden povedal, zato so volitve, ker če ne bi bilo volitev. Nekateri povedo javno, tudi zlasti kandidati za javne funkcije. Nekateri tudi fotografirajo glasovnico in jo objavijo. So bili primeri, ja, na predčasnih volitvah. Kako ocenjujete delo državnega sveta? Je to pomemben del državne ureditve? Saj nekaj ste odgovorili prej, gospod Tasić. Mogoče. Ali bi še kaj dopolnili na to, ali bi kar gospod Gorenček odgovoril? Je to pomemben regulator demokracije? Trenutno zagotovo je, če ga imamo naredno kot naš nek spodnji dom in da tudi lahko da veto na določene zakone oziroma predloge, ki jih parlament dela. Trenutno, kolikor jaz vem, jaz bi ga obdržal in ne vem, zakaj bi to ukinil. Tudi vi, gospod Tasić, ne? Mislim, pač neki umestni, nedefiniran člen je ta državni svet, tudi brezzobi tiger, se lahko veto izglasuje, ampak večina potem se ga podpre. Zelo redko kdaj je tisto, kar so izglasovali, tudi uspelo, ampak treba je rešiti celo zadevo nekoliko drugače. Regulacija države, centralizacija in centralizem. O regionalizmu nismo nič še govorili, o regionalizmu, ki je izjemno pomemben v slovenskem prostoru, zato da bojo tudi regionalizem je pomemben, zato da bojo mladi ostajali na podeželju, da ne bojo vsi silili v centre. Ja, seveda se pokrajine so nenehno na agendi, pa nikoli ne gredo skozi, ja. Samo ena hitra replika, da jaz mislim, da ni zaradi tega, ker ni regionalizma, da mladi ne ostajajo tule, da ni to.
Zakaj pa? Zaradi tega, ker ne skrbimo za njihove potrebe, ker jim ne damo tistega, kar bi rabili, ker ne delamo stanovanj, ker ne delamo vsebin, ki bi jih oni želeli, ker smo se do zdaj pač premalo z njimi pogovarjali. In ko mi je župan, zagotovo ne bo tako. Dobro. Ste se cepili proti COVID-u, podpirate cepljenja? Mislim, jaz zaupam stroke, jaz sem se cepil 3-krat, pa sem vseeno zbolel letos pomladi, zdaj sem se cepil s novim cepivom, mislim, stroka, pa na nek način moraš zaupati stroki, doma imamo tudi otroke, ki se spoznajo na te stvari in svetujejo, in jaz to, kar svetujejo, poskušam. Jaz sem se cepil, o tem, a se bodo cepil, pa bi mogli prepustiti posamezniku, da se odloči. Zagovarjate evtanazijo? Je tudi vprašanje za Prevalje to, se to zadeva vse nas, družbo, skupnost. O tej stvari bi zelo težko rekel, ker nimam toliko, rečemo, strokovnega znanja, ampak v tem primeru bi isto lahko rekel, da bi mogoče celo lahko pustil za tiste, ki se pač lahko svobodno za to odločijo. Gospod Tasič? Mi smo imeli v družini težek primer. 8 mesecev umiranja na obroke in nimaš možnost narediti konec nečemu, ker ne vidiš konca. In to mora država na nek način drugače reči. Prav, bomo pustili ta boleči del, absolutno obžalujemo to. Gremo na Prevalje nazaj brez skrbi. Kaj bi izbrali, če bi se morali odločiti na hitro za eno zadevo? Obisk kulturne prireditve ali športni dogodek, tekmo, tako na prvo žogo, če res po intimni izbiri izbereta? Šport, prosim, ja. Kulturne. Kulturne, ja. Če je res kvalitetna kulturna prireditev, grem tudi na kulturno prireditev, hkrati poskušam tudi šport in oboje, včasih delno na eno, delno na drugo, zaradi tega, ker sem športnik po duši in tudi kulturnik po duši in skušam pač ujeti vse, kar se da. Ok. Se dotaknemo vaših programov. Gospod Tasič, moj namen ni bil vas prizadeti kakorkoli in verjetno bi lahko to vprašanje postavila bolj premišljeno, tako da se opravičujem. Šla sem na tiste vprašanja, ki smo jih postavljali predsedniškim kandidatom in tu sem bila preveč nepremišljena, tako da se opravičujem z tega vidika. Ni bil namen prizadeti vas. Ampak to so take zgodbe, kot te prizadenem. Dobro, premaknemo se naprej. Gremo na programe in projekte. Veliko pravzaprav področji sta se dotaknila, oba sta nanizala pravzaprav vsa področja, ki sta. Pa izberita, prosim, tiste 3, ki se vama zdijo, da se omejimo, najbolj nujne in takojšnje zadeve, ki jih je treba v občini urediti. Prosim, gospod Gorenček. Najprej imamo tule zdravstvo. Na Prevaljah, mislim, da vsi tule prisotni so imeli zagotovo v zadnjem letu 2 problem, ko so klicali in niso prišli do zdravnika. Torej, prvo moramo rešiti zdravstveni dom Prevalje, moramo dobiti enega dodatnega družinskega zdravnika oziroma vse sile napeti, da bo naš zdravstveni dom Prevalje lahko delal tako more. Namreč imamo odlične zdravstvene sestre, imamo odlične doktorje, pediatre, spodaj zdaj še psihologinje, ampak preveč ljudi za premalo zdravnikov. Zato bo en izmed mojih, oziroma imel prvi sestanek pri gospodu Pušniku, da lahko vidim, kaj lahko naredimo, da vidim, kaj lahko kot občina naredimo, da bomo morda, da bo kak zdravnik z mlado družino ali zdravnica radi prišli na Prevalje živeti in da bo tule tudi delala. In to je prva stvar. Potem mladi. Jaz mislim, da se v zadnjih 20 letih ni za mlade naredilo skoraj nič. Gledam iz stališča tudi sebe, ker 20 let nazaj sem bil tudi čez malo mlajši in vse, kar so tule pri nas na občini oziroma delali, so delala močna društva, ki jih imamo, ali so to športna, ali so to kulturna društva
In mislim, da je bilo premalo inicijative iz strani, ali je to župana, ali iz strani občinske, ne vem, direktorja občinske uprave, da bi te mlade enkrat dobil skupaj, jih vprašal, kaj si želijo, jim omogočili prostor in ne vem, kaj naredil. Zato, kaj bom jaz naredil, v naslednjem letu bomo zagotovo mladinski center za njih odprli. Zdaj imamo srečo, da je eden izmed dobrotnikov prevaljških tudi ponudil pomoč pri tem, tako da lahko za gostovost rečem, da bomo to naslednje leto storili, kar moramo naprej narediti, da bomo imeli v tem družbenem domu koncertni abonma za mlade. Recimo, ok, tu ne more biti zabav, kot so bile včasih rock parade, lahko so pa koncerti skupin, ki si jih mladi želijo, ki jih zdaj niti včasih na jesenskih srečanjah ne dobijo. Moramo narediti podjetniški inkubator, ki smo ga v tem mandatu občinskega sveta do 18-22 tudi sprejeli DIP za oživitev mejnega prihoda na Holmcu. Jaz sem pa vseeno mnenja, da moramo inkubator narediti tudi v centru mesta. Namreč, kot so mladi podjetniki že rekli, zdaj se bomo pa v svojo pisarno vozili z avtom na Holmec. Seveda so tam tudi, ne vem, ali bi bil to mala turistična informacija, kakih storitvena podjetja, ja, ampak rabimo tudi v centru Prevalj, recimo v Lesni, v prostoru Lesne, da naredimo en proizvodni inkubator, kjer bi lahko tudi mladi tule nekaj naredili. Se pravi, zdravstvo, mladi in pa podjetništvo. Tako, Kot, ne, recimo, to je še med mladimi. Ja, okay. Bi pa sem to še naredil, da si bi zelo, zelo prizadeval, da bo naša občinska uprava oziroma občina postala še bolj prijazna oziroma odprta na predloge ljudi, ne s tem, da zdaj ni, ampak da bomo ponudili možnost, da bodo, namreč smo v 21. stoletju v času digitalizacije, tu skupaj pripravili sistem, kjer nas bodo lahko občani preko svojih elektronskih naprav obveščali, kje je problem, ali je to na cesti, ali je to v vodi, ali kjerkoli. S tem to bomo ti videli in tudi ti občani bodo lahko status preverjali. Po drugi strani moramo pa tudi strani občine do občanov narediti podoben sistem v 21. stoletju obveščanja, če nekih ni vode, ni dovolj, da damo sem na Prevaljčane obvestilo, pa na spletno stran treba je tudi, ne vem, če v 3 blokih ni te nekako obvestiti, vse tako je prej gospod župan tudi rekel, veliko starejših ne uporablja družbenih omrežij, ne uporabljajo pa mogoče telefone in če bi nam zaupali preko seveda neko GSM številko, bi lahko to dobili. Več torej te dvosmerne komunikacije. Tako, dvosmerne komunikacije in sprejemanja pobud. Ja. Prosim, gospod župan, pa vaši projekti trije ključni v naslednjem obdobju. Trije ključni, mi smo jih pravzaprav že začeli. Prvi je Park Jezero s plezalnim centrom. V Parku Jezero bo možnost vzpostavitve večnamenskega generacijskega centra v objektu Muzej bralne značke, planetarij in potem tudi možnost vzpostavitve mladinskega kulturnega centra. Prostori bojo namenjeni in park je sigurno en izmed najlepših prostorov, postaja center Prevalje. To je projekt, ki je kar veliko vreden in smo ga že štartali in ga bomo nadaljevali in tudi zaključili nekje proti koncu naslednjega leta. Vodooskrba, ko smo prej omenili, smo jo štartali na Lešah, Šentanelu, na Brinjevi gori in naselju Rožej. Letos drugo leto mora biti ta projekt zaključen tudi, ker je sofinanciran. Tretja zadeva je seveda razvoj Poljane, razvoj turizma na Poljani, ki daje možnost zdaj z to protipoplavno zaščito, s to pregrado, ker je državna investicija, da smo pristavili pravzaprav lonček v tem prostoru za razvoj različnih vrst turizma na Poljani, ki kar čaka na to, v okviru geoparka bomo stvari tudi postavili. Drugače pa tretja razvojna os, to je pa nad temi tremi, tretja razvojna os, za katero bdimo pravzaprav noč in dan in se borimo in se bomo borili in se je treba boriti ne glede na to, kdo je, kje je in na kak način, ker je to najpomembnejša, tudi za mlade. Glejte, dovolj visoko kvalitetnih delovnih mest sigurno ne bo na Koroškem, tudi v bodoče jih ne bo toliko, kolikor je interesa. Če bomo mi spostavili cestno infrastrukturo, da boš ti iz Prevalj prišel v Ljubljano v 1 uri,
Potem so lahko delovna mesta tudi v Ljubljani, pa mladi živijo na Koroškem. Pa še to bi rekel, da ni bilo v preteklih 20 letih nič za mlade narejeno. Poglejte, kompletna športna infrastruktura, ki jo uporabljajo mladi, od otrok do mladih, je izjemno pomembna za mlade. Ali pa sem napačno čul. Ampak izjemna infrastruktura, ki jo imamo. Sveda imamo pomanjkljivosti, se noben ni idealen, ampak treba je pogledati, a je res problem samo v prostoru, ali je problem kje druge. Danes je pač zadeva malo drugačna, kot je bila 20 let, 30 let nazaj in jaz bi si želel te aktivnosti, ampak jaz vem, da smo imeli komisijo za mlade, da smo imeli ljudi, ampak ni bilo odziva, tudi sedeli nismo, ni bilo sklicanih stvari. Tako da je treba celovito zadevo rešiti. Kar se tiče pa zdravstva, moram pa to reči, zdravstvo je pa problem, ki ga je treba rešiti sistemsko v slovenskem prostoru, ne samo na Prevaljah. Mi smo sicer dobili zdajle mlado zdravnico, pediatrijo na Prevaljah, hvala Bogu, jo imamo. Imamo primanjkljaj zdravnikov, tudi druge, recimo v Mežici nimajo stalnega zdravnika. Je izjemen problem, ki ga je treba sistemsko rešiti in to na ta način, da je treba zdravstveno osebje pošteno nagraditi za njihovo delo in jim dati možnost, da bojo ostajali doma, da ne bojo šli v tujino. Jaz vidim tudi v družini, kjer so in kaj so ti problemi. Mladi študirajo 6 let, pa 6 let specializacije, pa je potem na plači, ki jo recimo dobi nekdo z poklicno. Dobro, to je že vprašanje za vlado oziroma ministrstvo in zbornico. Ja, se to pravzaprav zdaj poslušamo po vseh občinah, kjer delamo soočene. Praktično tudi v Dravogradu smo poslušali, ponekod še župani nimajo osebnega zdravnika več, tako daleč je zadeva. Kaj ste želeli replicirati oziroma dodati? Dodal bi sem to, da jaz nisem izpostavil teh projektov, ki smo jih že sprejeli, kot so park, ker to so v delu, to jih je treba še samo zaključiti. Kot drugo bi rekel, da tretja razvojna os ne bo rešitev za mlade in za njihova delovna mesta po vse skupaj. Mislim, bomo mi delali cesto, da se bo nam vozili v Ljubljani, ali bomo poskusili tule pri nas ustvariti zanimiva delovna mesta za njih. Ne, imamo mi primer podjetja T-Hit, ki je eno izmed najbolj, rečemo tudi tehnološko razvitih podjetij, ki so se vnaprej lahko ustanovila in zaradi tega, ker tule, citiram lastnika Ožbija, ker to ni bilo posluha, kaj oni rabijo oziroma ni bilo posluha, kaj bi oni naredili, jih imamo zdaj v Slovenj Gradcu. In smo spet zgubili še eno mlado podjetje, kjer bi lahko mladi z višjo, visoko izobrazbo tudi dobili službo in to delali. In jaz mislim, moramo vzpostaviti pogoje, moramo se z mladim, se moramo pogovarjati, tudi s starejšimi. Mi tule nimamo medgeneracijskega centra, edina občina, tule nimamo tule mladinskega centra. Namreč, če rečemo, če sem se na program gospoda župana in ta, kar je not napisal za mlade, kar se tiče programa Kornet, ta tekst, ki je v njegovem programu, je vzet iz projekta, ki lahko rečem, ga je pisala moja žena za podjetje Alp-Peca in vse, kar je občina v tem programu, v tem projektu sodeluje. Prepisano je? Kornet, pač vzeto, občina sodeluje, ampak samo na način, da bo tule zagotovila en prostor, kjer bo en računalnik in printer, da si bodo lahko mladi to natisnili. Namreč mi nimamo mladinskega društva, da bi lahko sploh sodelovali. In to je problem, ki ga moramo rešiti, da začnemo, mi imamo na Prevaljah je mesto, ko imamo največ doktorjev znanosti. Jaz pravim, da smo v mestu, ki imamo zelo, zelo veliko sposobnih ljudi, ampak jih popustimo, da jih nimamo zraven. Moramo jih poklicati, jih vprašati, tudi narediti, kar oni želijo. Da imamo infrastrukturo, tako je gospod župan rekel, mi imamo ceste, zdaj bomo dobili plezalni center, super fajn, dobili bomo poljano, dobili bomo park za planetarijo. Ampak če ne bomo imeli mi ljudi, ki bojo tam delali, ki bojo mladi, ki bojo svoje ideje tam lahko naredili, kaj nam bo infrastruktura pomagala? Lahko samo repliciram. Jaz sem pa ponosen na Prevalje in mislim, da večina Prevaljčanov je ponosna na Prevalje. Kar smo v preteklih letih naredili za Prevalje. Ker mi skačete v besedo. Ne vem, na kaj replicirate. Po moje, glede ponosa, ni bilo nobenega dvoma. Jaz nisem rekel,
da ne bojo del visoko kvalificirana z visoko dodano vrednostjo delovna mesta na Koroškem, ampak da jih nikoli ne bo dovolj za vse tiste mlade, ki bi želeli na Koroškem delati, sigurno ne, drugače pa podpiram vse skupaj, ampak nekaj pa ne drži. Gospod Pori ni nikoli prišel do mene, da česarkoli, kaj želi, na kateri način, kje, mogoče do tebe, ampak do mene ni prišla nobena želja ali predlog, da bi on se je enostavno predstavil Slovenj Gradec. Jaz tega nimamo nobene korespondence o tem, niti ni bil pri meni, da bi, pa je predsednik komisije za gospodarstvo, da bi lahko kaj rekel. Mislim, da bo to oštro preverilo, če je bil ali ni bil, oziroma se to da preveriti. Kar sem jaz prej povedal, jaz sem povedal, da sem ponosen na Prevaljčane, pa da imam rad Prevalje. Se to mislim, da je nesporno, da je za oba kandidata nesporno, no to po moje tega nam ni treba razčiščevati. Na podporo katerih list strank računate kot kandidat s podporo volivcev? Podprla sta vas že SDS, pa ne strankarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh. Računate še na kako podporo izven teh list za občinski svet? Jaz računam na podporo, na večinsko podporo ljudi na volitvah. To je najbolj pomembno. Seveda me pa nekatere liste in stranke podpirajo, ker smo v preteklosti izjemno dobro sodelovali in delali. In računam tudi da se bo še kdo mogoče odločil, ampak najbolj pomembno je podpora ljudi in tudi zaradi tega odnosa, zaradi sodelovanja sem se odločil še za en mandat volitev za župana na Prevalj. Vi imate, gospod Gorenček, svojo listo, ste šli tokrat za razliko od župana, se pravi, kandidirate sami kot nosilec liste in imate precej razpršeno listo kandidatov. Računate še na kako podporo? SD vas je podprl, tudi poslanec Prednik, tam zbirate sicer precej podpor posameznikov, pa vendarle še vidite kako listo, še kak dogovor med tem padel? Jaz sem kot neodvisni kandidat oziroma kot župan bo moral sodelovati z vsemi, ali bo to skrajno levo, ali bo skrajno desno, bo to najbolj bogat, ali bo to najbolj reven, tako da jaz sem takrat vprašal vse stranke in tudi liste, ki so v našem za podporo, ponudil mi je SD, za kar sem zelo vesel, predvsem zaradi tega, ker Jani kot moj dober prijatelj in vodja poslanske skupine SD, imam preko njega direktni dostop tudi do gospoda Goloba in do ministrov, kar pomeni, da bom veliko lažje z njimi komuniciral in tudi te projekte spremenil. Svoboda vas pa ni podprla tu na Prevaljah? Ne, mislim, da Svoboda ni nobenega ni podprla, ne glede na dostop do gospoda Goloba, tega verjetno imata oba. Jaz sem že včasih, ko še ni bil tako visoko, imel dostop do njega, smo reševali kar cel kup stvari, kar se tiče koncesije plinske in kar se tiče teh zgodb, cen, smo dostkrat sodelovali. Kar se pa tiče Janija, je pa tudi moj dober prijatelj, smo že v hribe tudi skupaj hodila, ampak to glih ni pomembno, pomembno je podpora ljudi. Se strinjam, ampak pomembno je tudi, da lahko nekaj uredimo tudi na državnem nivoju. Boste zmobilizirali volivce že za predčasne volitve, to na Prevaljah ni bila redkost, vemo, da se je kar mobiliziralo ljudi, da so glasovali že predčasno, že prej ste omenili fotografiranje glasovnic recimo. Sam bom seveda svoje volivce oziroma svoje podpornike upozoril, da obstaja možnost predčasnih volitev, kajti morda nekdo za vikend ne bo doma, tja jih ne bom mobiliziral, ker namreč mislim, da tisti, ki bolj za mene, bolj zaradi tega, ker želi spremembe, ne zaradi tega, ker mu bom nekaj ponudil za to. Jaz tega nikoli nisem delal in tudi zdaj ne bom delal. Tako da volivci se bojo odločili ali zaradi sprememb ali zaradi programa, zaradi dejanj, znanja in izkušenj in rezultatov dela. Okay. Tu so se običajno res liste bolj angažirale pri predčasnih volitvah. Kaj bi spremenili takoj na občini, če bi prevzeli županski položaj v občinski upravi? Vse, kar lahko kot župan naredim, je, da menjam občinskega tajnika oziroma direktorja občinske uprave z razpisom. To bom naredil takoj. Kaj bom tudi kot župan kam naprej naredil?
postavil bom drsališče za zimo, takoj bom poklical mlade, delovne mlade, da se z njimi pogovorim, starejše, vse ključne skupine v Prevaljah, da bomo skupaj z njimi naredili razvoj Prevaza naprej in da jim tudi pokazal, da kadarkoli bojo karkoli rabili, bom tam za njih in jim bom tudi pomagal. Takoj bom zvišal ta denarni prispevek občine za rojenega otroka, ki ga dobi družina ob rojstvu otroka, Na koliko? na 300 evrov, zdaj imamo, mislim, da 155,67 evrov. Mladinski center, takoj v aktivacijo. Razširil bom privoze za starejše, namreč zdaj imamo te Prostofer, naš občinski privozi za starejše, samo do Ravn oziroma do Slovenj Gradca bomo razširili, da lahko pridejo tudi do bolnice v Ljubljani in tudi bi dodal, da recimo imamo na Lešah ali kje v Šentanilu ali Holmecu na visokogorskih krajih stare ljudi, ki živijo sami in si niti ne morejo iti v trgovino nekaj kupiti, da tudi ti, da jih bomo lahko zapeljali v trgovino in da bi tudi tam lahko za osnovne potrebe si kupili oziroma to naredili. Pa takoj bom začel z uvedbo participativnega proračuna, zaradi tega, ker mislim, da je cajt po tekih letih, da si tudi lahko Prevaljčani, ne samo izvoljeni, sodelujejo pri izbiri projektov za določeno vrednost in to povem, da bom že storil v naslednjem letu. Vi bi verjetno ohranili sedanjo kontinuiteto, kar zadeva direktorja občinske uprave, oziroma kaj bi vi storili takoj na novo, mogoče kaj spremenili? Glede na rezultate, ki smo jih dosegli, predvsem ne samo v zadnjem, tudi v prejšnjih obdobjih, imamo odlično občinsko upravo, pošteno, korektno, prijazno do ljudi in smo jo v zadnjih letih precej pomladili, to pomeni, imamo kompetentno ekipo, ki lahko odgovarja, ker če take ekipe ne bi imeli, niti slučajno ne bi mogli kandidirati za nepovratna sredstva, za katera moraš imeti projekte z gradbenimi dovoljenji in vse postopke izpeljane. Zato v občinski upravi kakih bistvenih sprememb ne bi delal, bi mogoče še ojačal na katerih področjih, kjer je potrebno, tako da tu kakih revolucionarnih sprememb ne bi delal. Ni pa enostavno dobiti dobre kadre, to vejo povsod po občinah, zaradi tega, ker jih enostavno vsi v sistemu državnih plač, jih ne moreš nagraditi za toliko, kolikor delajo in zato nekateri tudi iščejo poti, kje druge, kjer so še boljše plače, boljši pogoj dela. Pri nas res je ekipa, ki odlično in suvereno upravlja svoje delo. Če lahko sem pripomnem, se z veliko stvarmi strinjam z gospodom županom, ampak vedno rečem, treba je rešitve iskati, ne pa res za česa ne gre, ampak nekaj narediti. Jaz mislim, da je usmeritev naše ekipe tudi taka, da povsod iščemo rešitve, ne pa da rečemo, ne, to pa ne gre. Povsod iščemo rešitve. Pri vseh stvarih se usedemo večkrat in preden, da pride dokument na odbor za katerokoli dejavnosti, ki so pa na občinski svet, je to predelano in poiskane rešitve, jaz mislim, da ljudje tudi znajo povedati, a so bili poservisirani tako, kot se pritiče ljudem ali ne. Če pripeljemo počasi k koncu, športom in kulturo se običajno zaključi, kaj bi recimo bil resen tak mikroprojekt na področju kulture, ki bi se ga lotili, da bi Prevalje so kulturno mesto, dale veliko kulturnih imen, pa vendarle kak manjši kulturni projekt, ki bi ga lahko speljali hitro? Takoj spomladi lutkovni abonma za šolske in predšolske otroke, kar si starši opozarjajo in že dolgo želijo, in nadaljevati z Prevalje mesto bralne značke, s festivalom bralne značke in sodelovanjem Zveze prijateljev mladine Slovenije in Društvo bralne značke Slovenije. Katero knjigo, ki ste jo nazadnje prebrali ali pa v zadnjem času prebrali, pa bi priporočili v branje? Maček Muri, od Kajetana Koviča. Glede na Kajetana, ja. Tako, in bi tudi priporočil, naj še enkrat prebere. Prav tudi vi, gospod Tasič, ste znani kot izposojevalec v knjižnici in veliko berete, katero bi vi priporočili v branje, mogoče v zadnjem obdobju prebrano? Zdaj le malo manj berem, ker je malo manj časa, ampak berem ponavadi 2-3 knjige vzporedno, tako da me čakajo v knjižnici knjige, kolikor je časa, po noči pač v avtomobilu, kjerkoli je, tako da kaj bi priporočal, odvisno od žanra, ki ga ljudje želijo. Pa mogoče kako, ki ste jo prebrali v zadnjem obdobju?
Dobro, sej, ni treba na silo. Katero kulturno prireditev pa sta nazadnje obiskala, pa gospod Tasić, mogoče vi ta mikrokulturni projekt, ki bi ga takoj Ga imamo pred sabo, smo imeli že razpis, pa nismo dobili ustreznega izvajalca, kompletno obnovo družbenega doma, zvočno izolacijo podstrešja, prezračevanje. To pomeni narediti projekt tak, da bo ustrezen še boljšim kulturnim prireditvam. Nazadnje sem bil na otvoritvi razstave, ki je tam le zunaj, odlična razstava, dva avstrijska slikarja, eden izmed njih je Schnabel, bivši skakalec, svetovni prvak, olimpijski rekorder, tam so njegove slike, prejšnji teden je Mohorjan odprl razstavo, odlična razstava, drugače pa grem na vse prireditve, na katere pač je možno iti. To velja v bistvu za oba. Ste tudi bili na tej razstavi, oziroma katera je zadnji dogodek, tudi ta? Mislim, da je bila ta. Ok. Še pa nogometno, ker smo vseeno na nogometnem terenu in sta oba navijača Korotana. Barcelona ali Madrid? Kako? Barcelona vedno. Madrid. Olimpija ali Maribor? Maribor. Šampion. Okay. Oba Maribor in Korotan. Čeprav jaz sem včasih za Olimpijo navijal, ko je bila še v prvi jugoslovanski ligi. Drugače pa Korotan. Seveda Korotan oba. Od nekdaj navijate za Maribor. Res je. Ja. Že kot otrok smo peš hodili iz Leš na tekme pa gledali prvo ligo. Ok. Končni nagovor, minutka za oba, nagovorita volivce še z zadnjimi mislimi, izpostavki, ki se vam zdijo pomembne za odločitev. Spoštovane občanke, spoštovani občani, najprej seveda iskrena hvala za vašo dosedanjo podporo. V vseh teh mandatih smo skupaj izvajali projekte, investicije za hitrejši razvoj in boljši standard vseh ljudi na Prevaljah. S to pomočjo smo dosegli tudi zelo dobre rezultate in Prevalje so hitro razvijajoča se in uspešna občina. Pripričan sem, da bomo tako skupaj s sodelovanjem in z pripravljenostjo sodelovati tako z vsemi, ki sodelujejo, ki živijo na Prevaljah, kot z člani občinskega sveta in z občinsko upravo. To sodelovanje je izjemno pomembno za to, da lahko peljemo razvoj občine tako, kot je zastavljen, seveda pa čim prej zaključiti cesto skozi Prevalje, zato da se ta nočna mora, kot je bilo rečeno, konča, pa zaključiti oziroma izpeljati projekte, ki so potrebni, vodooskrba, potem park jezero s plezalnim centrom, razvoj Poljane, tretja razvojna os in vse te stvari lahko samo skupaj z vami izpeljemo. Noben posameznik ne more sam narediti, vsak je kamenček v mozaiku celotnega uspeha in lahko smo vsi skupaj ponosni, kako smo razvijali, na kakšen način, kako hitro smo razvijali občino Prevalje in občina Prevalje se je v teh letih precej spremenila na boljše in jaz upam, da vsi skupaj čutimo. Je pa res, da vsak problem posameznika ni največji problem v občini in je treba pač iskati nek konsens in rešitve za vsakega posameznika. Pripričan sem, da bomo še naprej uspešni pri razvoju občine in da bomo prijazni do ljudi tudi v občinski upravi. Hvala, prosim še, gospod Gorenček. Spoštovane občanke, spoštovani občani, najprej ne povem, da res nikoli nem dopustil, da se bo dogajalo še to, kar se dogaja zdaj s cesto, da bodo od malih gospodarstvenikov do občanov, da boste v prahu živeli oziroma da se bo to tako dolgo vleko. Obljubim, da nikoli ne bom naredil karkoli takega, da bojo Prevalje v časopisu zaradi tega oziroma bom skozi težil k integriteti in vedno bom tu za vas. Karkoli boste rabili, kakršnokoli idejo boste imeli, vedno bom tam, da mi boste to idejo lahko povedali, vas bom poslušal in vam bom pri tej ideji tudi z ekipo pomagal. Jaz mislim, da je res, da je cajt za vsebino, da smo skupaj, da se skupaj strnemo in da skupaj spoznamo, da Prevalje potrebujejo nov svež veter oziroma da Prevalje spet popeljamo tja, kjer so Prevalje včasih bile.
v prestolnico Mežiške doline. Hvala lepa. Replika. Ampak jaz mislim, da so še vedno Prevalje prestolnica po razvoju in ni treba peljati nekam drugam. No, zaključi, prosim. Tako. Jaz mislim, da kar so trenutno Prevalje, je en tak mali delček, to pa je, kar lahko naredimo. Hvala lepa za povabilo, pa da smo se lahko predstavili. Jaz bi dodala, da Prevalje seveda niso v časopisu samo takrat, ko je kaj slabega. Bom pa končala tako, kot je včeraj zaključil kolega Prevaljčan Tomaž Ranc v Dravogradu in kot je zapisal tudi Aljoša Peršak v današnjem večeru v uvodniku. Skratka, volivci imajo zmeraj prav, tudi ko se motijo, naj odločijo, izberite najboljšega in berite Večer. Vse bo v Večeru, soočenje povzeto, posnetek bo pa tudi na voljo na Večerovih kanalih. Hvala lepa vsem.